In jaz bom zdaj dal kroglo zelo takole čist blizu tvojega čela in jo samo spustil. Dobro si prenesel. Dober dan. Ja. No, vidim, da imamo še eno prostovoljko tukaj. Kar prid, se boš usedla, pa boš še ti poskusila. A kar takoj? Ja, najbolj, da se malo razkomotiš. Se bom malo. Ja. Si že slišala za ohranitev energije? Nekje, menda me pa verjameš v ohranitev energije. Bomo videli, če se no, zdaj boš verjela. Zdaj, tvoja naloga je, da se nasloniš, lepo se sprostiš, mačkam tam še dal malo nazaj. Tako, evo, zdaj se z glavo naslon na tablo, ok? In imej glavo skozi do table, ne premikaj. Tole kroglo, to je bowling krogla, in jaz tole do čela dal in jo samo spustil. Bravo. Dobro si prinesla. No, viš, to princip, zakaj to deluje, je ohranitev energije. Vemo, da potencialna energija se spreminja v kinetično in spet nazaj v potencialno in če razumemo fiziko, vemo, da ne more krogla zanihati nazaj dlje, kakor od tam, kot vse smrti. Si zmagala. Prega hitrejša jaz. Ne, jaz sem zmagala, jaz sem pa hitrejša. Kako voziš? Kot je to? Ej, sama, ti veš, da zvezde so toliko daljene, da mi sploh ne vidimo zvezd, kakršni so zdaj. To si pa pametna. Se pravi, mi gledamo stare zvezde. Ja, najbližja zvezda je 4 leta stran. Ok, če ne štejemo sonca. Vidiš ta teleskop, ne? Ja. Ti pa zdaj tle, pa pogledajte zvezde, jaz pa se pozanimati o največjih eksplozijah v vesolju. Taki, ki še čak Norris ne zna narediti. Ok, cool. Wow! Doktor Cvitar! Ja, prosim. Aha, tukaj ste. Tako je. Lahko gor pridem? Seveda. Pozdravljeni. Dober večer. Kako je? Imate malo mraz tle? Mora biti mraz, kajti drugače bi zvezde migotale. Aha. Se pravi, kak teleskop imate tukaj? Ja, svetloba pride z vesolja, dolgo potuje, se odbije enkrat, dvakrat in že v našem detektorju. Z očmi pa ne gledamo več. Aha, se pravi, tukaj skozi opazujete zvezde? Ta teleskop jih opazuje, opazujemo pa jih iz kontrolne sobe, kjer je topleje. Aha, ni več tako. Nikoli. Zato, ker se mi zdi najbolj uporabna smer v naravoslovju tole. Večinoma zato, ker še lahko na veliko področje raziskuješ. Področje fizike, Toplota, toplotni stroj in to. Fizika polimerov. Kvantna mehanika, pa to moderna fizika. Astrofiziko študiram. Ko sem bil otrok, sem zelo rad razmišljal o tem, da bi delal v nuklearni elektrarni. Nahajamo se v laboratoriju za fiziko organskih snovi. Jedro našega delovanja so organski polprevodniki, to so materijali, ki obetajo svetlo prihodnost na področju zajemanja sončne energije. Z njimi bomo lahko izdelali fleksibilne organske sončne celice, lahko bomo izdelali organske tranzistorje, ki ne bodo zahtevali zapletenih in okoljev spornih postopkov, ki jih zahtevajo silicijevi tranzistorji in organske sončne celice. V zadnjem času pa se ukvarjamo tudi z elektronskimi in strukturnimi lastnostmi grafena, se pravi enoatomskega ogljika.